kaj delajo v parlamentu te dni, ker ležijo očitno ne. Na mizi je afera s premijerjem in ruskimi vohuni v glavni vlogi. Se spomnite tega? Spomnimo, predsednik vlade Robert Golob naj bi se lanskega novembra osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov, da ta ne bi sovpadala s proslavljanjem trojne referendumske zmage. Pred dnevi naj bi na zaprtem delu parlamentarne preiskovalne komisije o tem poročala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Direktor Sove Joško Kadivnik je njene navedbe označil za neresnične, premier pa to je še ena od halucinacij. Torej, Golob ne bi ukazal, naj ne aretirajo ruskih vohunov, ker je hotel, da je njegov žur po zmagovitih referendumih novica dneva. Ne pa neki vohuni, ne. Ker če bi jaz to napisal v svojih romanih, bi ljudje rekli, ti si nor, to se ne more zgoditi. O ja, pa se lahko. V Sloveniji tle se lahko zgodi, tle vse mogoče. Tudi to, da imajo politiki halucinacije. Seveda so poslanci takoj povabili vpletene, da bi za tesno zaprtimi vrati najbolj tajne sobe v državnem zboru zvedeli resnico. In kaj je slišal član iz Golobove stranke, ki je v komisiji za nadzor obveščevalnih služb? Lahko samo rečem, da jaz sem pričakoval od te seje, da bo kakršenkoli dokaz ali karkoli in lahko mirno rečem na to temo samo, nekdo je že uporabil to besedo halucinacije, fata morgana. Se pravi, niso bile sam halucinacije, ampak tudi fata morgana. Zdaj mene zanima, v čem je pa razlika. Dajmo pogledati, fata morgana, optični pojav v ozračju, pri katerem se prikazujejo slike zelo oddaljenih predmetov. Okay? Kaj pa halucinacija? Zaznava, ki nastane zaradi možganskih ali duševnih motenj. A je on lihar rekel, da so poslanci duševno moteni? Ne. To pa ne bi. Ne. Ne. Poslanci duševno pa dajte mi. Ne. A so jim pa v menzi na njoke namesto jurčkov dali neke druge gobe? Ali pa mogoče zaradi mandarin s pesticidi pa korenja skadne v prejšnji vdaji? Ne vem. Poglejmo, kaj pravi predsednik Komisije za nadzor Žakelj. On vem, da ne halucinira, kaj je iz Nove Slovenije. On je kvečem na ajdovi kaši. Vprašanje ostaja, ali je za zamik aretacije zahteval predsednik vlade ali pa direktor Sove. Dejstvo je, da so ob doslej opravljenih pogovorih ugotovili, da se informacije pričajočih ne skladajo, pri čemer se pojavlja vprašanje, kdo je tisti, ki laže. Kdo torej laže? A niso neke specialistične oddaje na te tematike na njih drugih televizijah? Naj tam ugotovijo. Poslanci na zaprti seji očitno niso zvedeli nič več kot vsak udeleženec gostilniških debat in nekako se mi zdi, da bodo težko ugotovili, kdo v tej zadevi laže. Po mojem bo veliko laže ugotoviti, kdo halucinira. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.